Dober dan in lepo pozdravljeni na Info 360. Z vami sem Brigitte Ferlič-Gajnar, spremljate pa oddajo V središču. Danes se bomo ukvarjali s temo reševalnih helikopterjev nujne medicinske pomoči. Namreč zdaj je ravno zunaj razpis za nakup teh helikopterjev. Prvi razpis je že nekako propadel zaradi določenih zapletov. Zdaj je v ponovitvi drugi razpis, zato smo v goste povabili reševalca gospoda Roberta Sabola. Pozdravljeni. Dober dan. In pilota Tomaža Mrlaka. Lepo pozdravljeni. Pozdravljena. Zelo sem vesela, da sta se oba odzvala vabilu, sploh zato, ker smo na to oddajo dobili kar 7 zavrnitev gostov, nekateri res da niso mogli. Strani uradnih predstavnikov Ministrstva za notranje zadeve pa smo dobili informacijo, da ne želijo priti, dokler razpis še ni zaključen. Tudi presenetljivo zame, reševalci se niso želeli udeležiti tega pogovora, čeprav so vse skozi opozarjali na pomanjkljivosti, ki jih ta razpis za nakup reševalnega helikopterja prinaša. Zato vas, gospod Sabol, najprej vas vprašam, kaj je razlog, da se pravzaprav tudi reševalci, ki bi morali stati v prvi vrsti pri boju za tak helikopter, zdaj držijo v stran oziroma nazaj? Zdaj ne, da jih zagovarjam, ampak na nek način jih razumem oziroma jih moramo razumeti. Zato, ker dolgo časa so se oglašali, njihove zahteve niso bile uslišane. Velikokrat sem jaz dobil očitek, češ kaj se jaz oglašam, če sploh nisem del mreže, ne HNMP Brnik, ne HNMP Maribor. Oglašal sem se zato, ker pač kot reševalec mislim, da če veš, da je nekaj narobe, se moraš oglasiti, da se to popravi. In ne nazadnje sem se teh veščin učil v tujini, ker imam pač certifikat HEMSTA-CM, to je tehnični član posadke in o teh zadevah nekaj vem. Torej, zdaj moramo jih razumeti iz tega stališča, da ljudje, ki so operativci ali na Brniku ali v Mariboru, se ne morejo izpostavljati, ker potem ti isti ljudje jutri morajo priti v službo na helikopter in delati z človeškimi viri, proti katerim recimo bi danes v vaši oddaji izpostavili kritično resnico. Tukaj je problem. In bi bili deležni potem morajo biti kakšnih grdih pogledov, zamer in se raje temu izognejo. Tako, na ta način, ker pri nas je še zmeraj tako, da določeni ljudje konstruktivne kritike ne prenesejo in mislijo, da je to kritika na osebnem nivoju. Ne. Sem se pa tudi sam osebno želel umakniti, ker, kot smo rekli, mogoče sem bil malo velik v medijih in so se zdaj že tudi proti meni začele razne diskreditacije po medijih, spletnih omrežjih, širiti razne neresnice. Ampak danes na vaše povabilo sem se pa še odzval. Hvala lepa. Reševalci zdaj pravijo, da bodo pripravili en skupen krovni dokument, še en dokument očitno, s katerim bodo ponovno opozorili na določene stvari, ki morajo biti v sistemu nujne helikopterske pomoči urejene, ampak vse so že imeli sestanke na to temo. Zakaj je treba zdaj še po vašem en nov dokument? Ne, ta dokument je že kreiran. Ta dokument je bil kreiran 25.4. Takrat, ko so imeli sestanek na Ministrstvu za zdravje pred ponovitvijo razpisa. Tako. Ne? In to je bil sestanek za posodobitev osnovnih zahtev, izraženih iz strani operativcev, ravno teh ljudi, ki delajo v Mariboru in na Brniku. In kaj se je zgodilo potem? 30.4. je bila ustanovljena ta posebna komisija, kjer je strani Ministrstva za zdravje sta bila noter 2 člana, ki jih ne želijo imenovati. Verjetno zaradi tega, ker je razpis tekel, da ne bi bili kakšni pritiski na te ljudi. Ampak zanimivo je bilo, da 30.4. so ustanovili komisijo, kjer so pa rekli, nobenih sprememb ne bo, veljajo zadeve iz 17.7. leta 2024. Če se takrat niste oglasili, se tudi zdaj ne rabite in vse njihove zadeve, ki jih imam napisane, uspeli mi je ta dokument videti, ki bomo pol kasneje povedali, so v bistvu padle v vodo. Torej še enkrat je politika povozila stroko. Gospod Mrlak, vi letite zdaj na reševalnem helikopterju, ampak ne pri nas, vi letite na Hrvaškem. Kako to? Res je. 3 leta nazaj sem pač zaključil svojo kariero v vojski, po 20 letih. Šel sem malo leteti za Združene narode v Afriko, pa malo šolati pilote Kuvajtske nacionalne garde v Kuvajt. Pol pa vmes sem pa dobil klic, pa povabilo, če bi me zanima letenje, pač HEMS letenje na Hrvaškem, da se bo pa zdaj res
tudi na Hrvaškem nekaj premaknili in sem rekel, vsak hoče iti čim bližje domu, ne. Jaz sem dosti bil že v vojski, dosti po svet, pa še zdaj zadnje te 3 leta, tako da sem pač sprejel in postopek je stekel, prejšnji let, konec maja sem pač se zaposlil in zdaj operiram na Krku in na Braču. Na katerih helikopterjih letite? Letim na Airbusovem H145, D3 pa D2 verzija. Majhne razlike so, ampak super helikopter. Jaz vsem mojim kolegom, ki me kakšnim bivšim in zdajšnjim vprašajo, kakšen je helikopter, rečem idealka za HEMS, glede zmogljivosti, glede velikosti, opreme, vsega. Prej ste imeli izkušnje tudi z reševanjem, dolga leta ste bili v vojski, zaposleni ste imeli verjetno tudi reševalne polete, pa z drugimi večjimi sklepom helikopterji. Kakšne so zdaj razlike med takimi helikopterji, naprimer nekim vojaškim, ki gre na reševalno akcijo in takim, s katerim letite zdaj? Ja, v vojski sem letel na temu, tudi francoskem, na Cougarju, se pravi največji, kar ga premore Slovenska vojska. Delovali smo in reševanje v gorah in HNMP, večinoma iz Maribora, malo tudi iz Ljubljane. Takrat mi ni nič manjkalo, ker je bil pač to edini helikopter, ki sem ga poznal in zame je bila super mašina. Zdaj, ko letim 145, ko lahko naredim ene primerjave, vzporednice, ne. In kaj ta zdaj bolj ukreten, hitrejši? Ne, niti ne. Kakšne manevre izvajati, ki jih prej niste mogli? Ne, v bistvu je tlele, gre bolj se za to, da je, ker je manjši, predvsem za primarne lete, ne, ker pristajaš izven letališke terene, se pravi, kjerkoli, čim bližje ponesrečenca. Cougar je zelo dober helikopter, ampak moram priznati, da je pa prevelik. Za te stvari, ki jih zdaj delamo, je prevelik. Se pravi, na Cougarju, kakšne primarne lete, ki sem jih upravil na 145-ki, ki sem lahko pristal na Cougarju, ne bi mogel. Bi, rečemo, lahko upravil samo z Vitlom. Ker Cougar je bil dejansko prevelik za take terene, ki zdaj pristajamo. Zmogljivost je tam, mislim, Cougar je bolj zmogljiv, ampak zato, ker je bolj večji in ima močnejše motorje, ampak za potrebe HEMS-a je pa 145 bolj primerna kot Cougar. Kako pa gledate vi na to slovensko sago 40-letnega pridobivanja namenskega reševalnega helikopterja in 13 neuspešnih poskusov, da bi do tega helikopterja prišli, da bi bil namenjen res primarni zdravstveni oskrbi pacientov? Kaj se vam zdi? Zdaj Hrvatje nas očitno prehitevajo po celi črti, vi ste tam, v vaše šolanje smo vložili približno 1 milijon evrov, zdaj letite za Hrvate, namesto za nas. Lahko razložite, kako vi vidite to situacijo, ta dolgoletni napor pridobivanja? To je moje osebno mnenje. Ne? Takole bom rekel, ko sem letel v vojski za reševanje HNMP ali pa GRS, se vsak čut ponosen, da lahko pač pomagaš. Ko sem pa zdaj bo 10 let, ko sem se začel pa v vojski ukvarjati z enim projektom, pa tudi že prej, Cougar je bil, pri nas je malo specifika, ne. 2 tipa helikopterja imamo, 412 pa Cougar, ne. In v vseh teh tvojih 20 letih sem bolj videl, da hočejo Cougarja imeti za vojaške stvari, 412 bi bila pa bolj sam za HNMP pa GRS pa to, ne. Zelo velikrat je bilo vse podrejen GRS-ju pa HNMP-ju, ne bolj vojaškim stvarim, kar je mene dejansko začel čas zmotiti, ne. Ker če pogledamo, prva naloga, v tisti opisi del nalog slovenskega vojaškega letalstva, prva naloga je obramba celovitosti Slovenije, druga je zagotovitev podpore enotam Slovenske vojske, tretja pride šele pomoč v elementarnih nesrečah. Ne. Mi smo pa potihem to dali trojko na prvo mesto, ne, in se vse temu podredili. Ampak če se samo prekinem, to smo naredili zato seveda, ker nimamo namenskih helikopterjev in ker so potrebe tako velike, da se rabi leteti verjetno na reševalne akcije. To izhaja tudi iz preteklosti, iz zgodovine. Po 91. dejansko Slovenija ni imela drugih helikopterskih enot kot v vojski ali pa policiji. In po eni strani je bilo logično, da je pač vojska pa policija to prevzela. Ampak pol čez čas, ko smo se pa malo to razvili, ko se je pa malo miselnost bi mogla iti malo naprej, bi pa lahko, jaz sem govoril za vojaški del, za policijskega, ne vem, vojska bi lahko to spustila, in bi se lahko bolj posvetili vojaškim nalogam.
čist podpiram in mislim, in čist prav je, da ko so elementarne nesreče, pride vojska na pomoč, zaradi tega, ker samo dejansko vojska pa policija lahko v tako kratkem času zagotovita veliko helikopterjev. Ne? Ampak, da smo pa mi, moje osebne izkušnje so bile, da sem parkrat mogel klicati kakšne v druge enote, ki smo imeli splanirane, ne? Kakšne skupne vaje in sem rekel, nimamo helikoptera na razpolago, nisem smel povedati zakaj, ampak zato, ker bi nam zmanjkali drugače ur za HNMP pa to. Ne. Dejansko smo podredili. En izmed razlogov, da to je pa tudi, se mi zdi, politika čez vseh teh 30 let ali pa 31, kolikor že imamo, da je dovolila, da je prišlo do tega stanja. Ne. Ja, ampak seveda ne bi dovolili, lahko bi spremenili, če bi namenske helikopterje kupili prej, ne da jih po 13 poskusih še vedno nimamo. Še vedno to, ampak problem je tudi v tem, ker pri nas vojska mora vse nekaj kupovati za dvojni namen. Ne moramo mi kupiti en tank za namen vojske, da bomo streljali po ne vem komu, ampak ne, moramo kupiti tank, ki bo zraven še nivo urov ali kaj, da bomo imeli še kdo. Zdaj bomo podobno naredili z namenskimi helikopterji. Zdaj kupujemo namenske helikopterje, ki bodo v resnici, če gledamo razpis, bodo označeni z oznako policije, torej bodo na nek način lahko policijski. Ne vem, kje kdo jamči, da se ti helikopterji, ki so res kupljeni z vidika namenske rabe, ne bodo uporabljali za policijsko rabo. Tukaj bi sam eno repliko na tisto. Problem je bil v teh 31 letih, da je vlade so verjele mantri, da ta način delovanja, to, kar imamo, je najcenejše in najboljše. Očitno je nekdo vladi posredoval nerealne informacije o stroških. Vemo, da nobeno letenje ni zastonj. Tomaž je letel Cougarja. Koliko je ura letenja Cougarja? 5500 evrov. No, vlada je razpolagala s podatkom, da je ura letenja Cougarja 2460 evrov, pol ceneje. Se pravi, če so v štartu šli s pol cenejšo referenco noter, te izračuni ne štimajo. In to se še danes ponavlja. Apropo vašega vprašanja, helikopteri, jaz verjamem, da pač bojo namenski, ampak še zmeraj si puščajo ena odprta vrata, da bojo helikopterji zahtevajo opremo 8 sedežev, kjer bojo helikopterje v primeru elementarnih nesreč uporabljali za medicinsko evakuacijo ali pa za evakuacijo, ker če nekoga voziš v sedečem položaju, to ni medicinska evakuacija. Medevak je ležeči položaj, ne sedeči. To je pa naloga državne srebrnine, se pravi, tukaj bi se morali uporabiti resurse slovenske policije in vojske. Ne moreš ti helikopter za HNMP dati medicinski modul ven, noter sedeže, da boš vozil sedeče ljudi. Potem tisti, ki bo res rabil nujno medicinsko pomoč, jo ne bo dobil. In to je problem. In ena od teh zahtev, zdaj če grejo po vrsti, ki jih je zdravstvo pripravilo, je, da se strogo loči HNMP in GRS, oziroma v GRS-ju, bom rekel, da je to segment SAR, Search and Rescue, iskanje, reševanje, kar je naloga Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki ima nenazadnje tudi floto gasilnih letal, air traktorjev. To je prva zadeva. Se pravi, že tukaj vidimo, da se nekaj meša. Drugo, na 2 helikopterja, ki se kupuje, bi oni obesili še sekundarne prevoze in prevoz inkubatorjev. To ne gre. To so zdaj že 3 medicinske dejavnosti. In to je bila druga zahteva Ministrstva za zdravje, ki sem jih jaz mogoče malo pokrivam nabijal, bom rekel, in se zdaj malo posujem s pepelom. Zdaj, ko sem res raziskal situacijo in ko sem dobil pogled v te dokumente, sem videl, da so se te ljudje na MZ-ju, na Ministrstvu za zdravje trudili in da so imeli vizijo, da bi se šlo v pravo smer. Blokada je prišla nekje od gor, od višje. In so rekli, vi sicer delajte, pa imejte svoje vizije, strategije, ampak v Sloveniji bo to tako, kot bo zapovedala vlada. Ja, na Ministrstvu za zdravje so rekli, da bodo te zahteve, ki jih tudi vi naštevate, predstavnikov sekcije reševalcev v zdravstvu in HNMP-ja, upoštevane pri pripravi celovite reorganizacije nujne medicinske pomoči. Se pravi šele kasneje. Zakaj pa mislite, da bi morali biti upoštevane že zdaj pri nakupu helikopterjev? Zato, ker zdaj bo potem šlo teh 50 milijonov, ki so na razpolago, zato bo izpuhtelo v veter, v nič. Kupila se boste 2 helikopterja, ki bosta verjetno v policijskih barvah. Jaz rečem, šlo se bo samo iz zelenega v plavo. Sam sistem, način delovanja in benefit za pacienta ne bo nič boljši. Jaz sem pač zdravstveni delavec in tudi
Zbornica zdravstvene nege vedno postavlja v središče pacienta. No, mi smo pa postavili v središče nakup državnih helikopterjev in letenje državnih helikopterjev. A je na Hrvaškem postavljen pacient v središče zdaj po tem, kar vi tam počenjate in kako letite in kako oskrbujete? Ja, mislim, oni imajo tudi svoje kriterije, ne, in kdaj se aktivira helikopter in pacient je to prvo. No. Kdo pa upravlja s tem helikopterjem na sistemski ravni? Je to zasebna družba? Kako imajo to urejeno? Kdo potem krije stroške? Zavarovalnica? Zdaj, jaz bom povedal tako, kot jaz vem, ne vem, či je čisto 100%, ampak prijavila se je italijanska firma, ki je odprla tudi hrvaško podružnico, ne? In v bistvu upravljamo, italijanska firma servisira s helikopterji, vse to zagotovito. Kolikor sem pa se jaz s hrvaškimi zdravniki pogovarjal, gre pa vse iz Ministrstva za zdravje, no? Ker tudi vsa komunikacija gre preko, ker vsa komunikacija, ki jo imamo, ali pa tudi poročila, ki pošiljamo, pregledujejo na Ministrstvu za zdravje, ki gledajo zelo ta reakcijski čas, pa če še v poročilih pišemo, če je kakšna stvar, ki se da izboljšati, ne? In to so sestanki na mesečni ravni, lahko tudi malo več. In meni se zdi, da gre res tega. No. Zavarovalnice ne, ker ni nobenega dodatnega plačila za helikopterski prevoz, rečemo, tako kot v Avstriji, ki imaš zavarovanje. Ne. Tle na Hrvaškem vsaj ne, da bi jaz vedel. So pa počrpali evropska sredstva? So pa, še je šlo 3/4, to sem zanč, smo se jih pogovarjali, se pravi, če se ne motam, mi smo dobili pogodbo za 7 let za 68 milijonov. In 3/4 sredstev je šlo iz Evrope, se pravi, ampak pogoj pa je bila Evropa dala, da se gre pa po evropskih standardih. In oni so potem s tem denarjem vzpostavili baze? Vzpostavljajo še, trenutno smo na letališčih, ampak smo dobili svoje prostore, helikopterji so zelo blizu, tako da dejansko imamo 5 minut. Jaz lahko rečem iz svojih izkušenj, tako, ko gledam tista poročila po času, jaz poletim v 2 minutah, imamo 3 minute že kar skoraj. Aktivacijski čas je... Od klica pa do poletanja je 3 minute pa pol mi je bilo. Torej, zdravniška ekipa in vi kot piloti ste v istem prostoru? Smo skupaj v istem prostoru, se pravi, po dnevu sta zdravnik pa medicinski tehnik, pa letalski tehnik pa en pilot, po noč smo pa 2 pilota, letalski tehnik pa zdravnik pa medicinski tehnik in smo vsi v enem istem prostoru. Oni dobijo klic, nas dvignejo, šibamo in to je to. Torej, oni letijo po noči, mi ne letimo po noči, a ne? 24/7. Koliko imamo mi povprečni aktivacijski čas? To, kar je Tomaž povedal, to je tudi ena od zahtev zdravstva, da se biva v skupnih prostorih, da se briefing dela zjutraj skupaj in da se, to je pač timsko delo, no, kaj ne rečem. Koliko imamo mi zdaj po noči, se ne leti, za namen zdravstva, ne, mogoče, če je kaj izrednega, tako kot je bilo, ne vem, reševanje jamarke na Cerkniškem področju, ki so šli ob 4 zjutraj po njo, ampak to je bilo napovedano, ne. Dela se iz 2 baz in tukaj je spet politika odredila, zahteva zdravstvene stroke je minimalno 3 baze, optimalno 4 za začetek, ena od teh 24/7. 24/7 danes se ne leti, kljub temu, da imamo heliporte, ki so sposobni sprejeti helikopter tudi po noči, so zato opremljeni in certificirani. Enostavno je pač tukaj rekla politika, imeli boste 2 baze in to je to. In še na te 2 baze so dodali še sekundarne lete in prevoz inkubatorja. To je nemogoče. Se pravi, stroka se lahko tukaj z argumenti zaletava z glavo skozi zid, pa ne bo stroka pač dosegla nič. In to je mogoče razlog, da nihče od stroke ne želi več priti v oddajo. So zgubili upanje. V bistvu so nekako resignirali. No, se po 40 letih je to nekako pričakovano, ne po 40 letih nekih prizadevanj, da bi se te stvari spremenile. Ampak ne vem, če ste omenili, lahko sem preslišala, koliko je povprečen aktivacijski čas pri nas. Zdaj smo slišali, koliko je na Hrvaškem. Nisem omenil, dr. Lampič je delal ene izračune, par let nazaj to predstavil na kongresu. Povprečni vzletni čas je 17 minut. To je pa čas, ki bi v tem času moral helikopter biti že pri bolniku, se pa nas šele poleti. Sicer vojska in policija to zanikajo, da to je mogoče pri prvem vzletu, ko še niso vsi čeki narejeni, da potem pa poletijo hitreje. Dr. Lampič je delal analizo in jaz mu pač verjamem. Lahko sem še nekaj. Jaz sem da povem, po noč je aktivacijski čas na Hrvaškem daljši. Imamo 15 minut. Zaradi tega, da se pač malo zbereš, pa pregledaš vreme, pa vse to.
ampak dejansko smo pa večinoma poletimo v 7 do 8 minutah, tudi po noč, tako da nekaj dosti dal. Ali je delala kakšna statistika, koliko ljudi več bi morda preživelo, če bi bil pravočasno na voljo pri nas helikopter? Ali to obstajajo kakršnikoli podatki? Ali so to podatki, ki se raje skrivajo? Da bi se nekdo eksaktno lotil tega in da bi zdaj lahko dal številko na mizo. Vsaj okvirno? Ne, okvirno. Pa bom tako odgovoril. Zdaj, na leto, po vaši oceni? Če špekuliram. Vsak pacient, ki je v bolnišnico prispel izven zlate ure, izven perioda zlatega ure in ni preživel, je mogoče umrl na račun slabega sistema. Kaj je to zlata ura, da pojasnimo poslušalcem? No, zlata ura je pač eno tak strokovni izraz. To je interval od trenutka, ko se je poškodba ali akutno stanje zgodilo, do prihoda v bolnišnico ne sme miniti več kot 60 minut. In zato se v strokovnem svetu naredi sistem 3x20. 20 minut maks letenja v eno smer, maks 20 minut letenja nazaj, tretjih 20 minut je pa priprava, vzleti, pristanki, oskrba. In na ta način se zlata ura ujame. Hrvati so se temu deloma približali, mi iz 2 baz, niti teoretično to ne moremo pokriti, tudi na račun tega, da je policija rekla, ja sej imamo pa mečkeno hitrejših, bomo kupili mečkeno hitrejši helikopter, se pravi očitno že vejo, kaj bojo dobili. In v Hemsu hitrost helikopterja ni tista bistvena, ker na 20 minut letenja boš pridobil pol minute ali minuto. To je nepomembno. Bistven je sistem. In Slovenija in slovenski davkoplačevalci so diskriminirani, zaradi tega, ker glede na to, kjer v Sloveniji živiš, je odvisno od tega, a boš v nekem nujnem stanju preživel ali ne. Torej, še enkrat, odločevalce ne zanima dober sistem, pač pa samo nakup teh 2 nesrečnih reševalnih helikopterjev, ki to ne bosta. Dajte mi tehnično povedati pri nakupu teh helikopterjev oziroma nasplošno pri helikopterski nujni pomoči in tehničnih specifikacijah teh helikopterjev. Kaj vi kot letalec priporočate, da je najboljši helikopter, govorim po tehničnih karakteristikah seveda, za nudenje nujne medicinske pomoči na primarnem nivoju? Meni je najbolj važen v bistvu, tlele bi lahko rekel velikost. Ker pri primarnih letih mi je zelo pomembna velikost, da jaz res lahko včasih pristanem v kakšni luknji, ki mogoče si ne moreš predstavljati. Ne. Zato, da čim prej bližje pripeljem medicinski tim tja. Druga stvar, ki je, da imam zadosti močen helikopter, da jaz, se pravi, morate vedeti, da lastnosti helikopterja po zimi ali po let niso enake. Ne. Polet so slabše kot po zimi, pa v hribovju so slabše kot rečemo, ko greš nižji. Zdaj, ko smo v tem globalnem segrevanju, ko prideš na Triglav, pa imaš gor 20 stopinj, je to še slabše. 20 let nazaj si prišel smel 10-12 stopinj, zdaj imaš pa 20 stopinj in je zmogljivost helikopterja zelo, zelo zmanjšana. To mi je najbolj važno. In potem sistemi, ki mi omogočajo, da opravim tudi nalogo v slabšem vremenu, ali pa ki mi omogočajo, ki mi olajšajo mi samo letenje, rečemo, če moram, ne vem, lebdeti. Pač lebdenje zahteva določene karakteristike, višji kot si, težje je lebdeti, ker rabiš določene orientirje, da se pač helikopter ne premika. Rečemo 4-8 avtopilot, ker je tlele nepogrešljiv, to imajo tudi te Leonardo, zdaj večinoma vsi skoraj ne letijo več brez 4-8. Naši Cougarji pa 411 imajo 3 osne analogne, ne? Ampak moram reči, da velikost, moč, razgled, zelo pomemben mi je razgled, zato ker naprimer v Cougarju sem imel manjše vidno polje, manj sem videl. Res, da tlele imam pa kapljičasto obliko in v bistvu je razgled fenomenalen, kar mi poveča varnost in vseeno se lažje odločim, kje pristati, ali lahko pristanem ali ne morem pristati. Sploh takrat, ko delujem kot en pilot, single pilot. Postavlja se tudi to vprašanje o zaprtem repnem rotorju ali odprtem. Je to kaj bistveno za vas? Kaj to tehnično za pilota pomeni, pa kaj za okolico glede varnosti? V bistvu sem tako, kot ste rekla, varnost. Ker moja varnost in varnost ljudi, ki so okoli. Se pravi, temu zaprtemu rotorju se reče fenestron.
tega, ki ima 145, ne, vsi ostali so pa odprti. Ne. In gibanje okoli repa je najbolj nevarno. So že bili primeri, ne? YouTube je poln posnetkov, ko so ljudje, ko se vrti, je skoraj neviden in grejo prebles in ga vseka in je to. Fenestron je zaprt, se pravi, moraš res roko noter potlačiti, da ti odseka, če si že toliko neumen. Glede moje varnosti je pa drugačne. Se pravi, jaz sem človek, delam napake, lahko komot, lahko spregledam drevo in je čisto nekaj drugega, če imam jaz zaprt rep, mi veja lahko ne pride noter, mi ga ne poškoduje, kakor če je odprt. Glede varnosti je tudi za vas boljš, kot pilota je. Kot pilota, kot letenje in za zunanje in za notranje, bom rekel. A ta zaprt fenestron pa tudi omogoča nalaganje pacientov od zadaj? Se tudi nalagajo helikopterje, ki nimajo fenestrona od ozadja, to sploh nima poante. Ponovadi so teli repi pol malo dvigneni, so pa malo višji lik zaradi varnosti. To, kakor je Robert rekel, imamo te briefinge, ki vedno povemo pač gibanje okrog helikopterja, smeri, kjere so varne smeri, kjere so nevarne. Tlede se mi je zgodilo mogoče dvakrat, da nisem ugasnil helikopter, drugače vedno, ko pristaneš, ugasneš, tako da tudi ni nobene nevarnosti, ker je pač helikopter ugasnen. Lih zato je tudi bolj varno za nalaganje, rečemo, od ozadij. Nalaganje od ozadij pacienta, to je zdaj še en problem, na katerega zdravstvena stroka opozarja bolj, pravijo si želijo nalaganja od ozadij in tega, da je dovolj manevrskega prostora pri glavi pacienta za oskrbo dihalnih poti. Zakaj? Reševalni helikopter je samo leteči rešilec in standard, ki ga imamo v reševalnem vozilu na tleh, želimo imeti tudi v zraku. In nalaganje od zadaj recimo lahko naredi ena sama oseba. To lahko sicer tudi z rolim nosili pri nalaganju od strani, ampak problem pri nalaganju od strani je, da imate z ene strani, kjer je glava so vrata, kjer so noge so vrata in medicinska posadka ne more priti za glavo, da bi oskrbovala dihalno pot in ventilacija. Tudi to je ena od zahtev zdravstva, ki jo je zdravstvo podalo. In očitno seveda niso bili uslišani. Zdaj pa problem nalaganja od zadaj, ne. Jaz pač policijo spoštujem kot strokovnjake, ampak oni so rekli, da so delali analizo trga in da je to možno samo pri EC-135 in H-145. In glej ga zlomka, včeraj smo ugotovili, da obstajata še dva helikopterja. Eden od Leonarda, ki ima celo fenestron in omogoča nalaganje od zadaj, in Bell 429 omogoča nalaganje od zadaj. Torej, te informacije, ki jih oni dajo v javnost, ne štimajo, ali lažejo ali zavajajo. To je problem. Ja, res je, meni so odgovorili, da zaradi nalaganja vzadaj, zaradi tehnične zasnove, da je možno samo pri 2 helikopterjih. To ni res, se pravi, to je dezinformacija. To so odgovorili na Ministrstvu za zdravje, da bodo poslušalci vedeli. Pa ne zameram to k zdravju, ker zdravje je samo posredovalo informacijo, ki jo je dala policija ali vojska. To so na Ministrstvu za notranje zadeve odgovorili, se upravičujem. Na MNZ-ju so to odgovorili. Očitno niso dosti raziskali trga, ali ga pa nočejo. In dejstvo je, da helikopter, na katerem leti Tomaž, pa da ne bom zdaj jaz le zgledal, ker so me že tudi obsodili, da sem bil lobist in firme Leonardo in firme Airbus, H-145 in zdaj novejši H-140, to so helikopterji, ki so razviti za HEMS. To pravi, dikcija je bila ta, naredite mi helikopter, ki bo primeren za reševanje. Ne pa, tukaj imate helikopter, zdaj pa ukomponirajte reševanje v ta helikopter. Ne, oni so helikopter ukomponirali v procese reševanja. In zato ne leti zastojen preko 65% evropske flote ravno na tem tipu. Zakaj je ta manevrski prostor pri glavi ponesrečenca tako zelo pomemben? Vemo, zaradi oskrbe dihalnih poti smo rekli. In povejte mi, zakaj zdaj navedene specifikacije v razpisu menda tega manevrskega prostora po vašem mnenju ne omogočajo, na Ministrstvu za notranje zadeve pa pravijo, da omogoča ta razpis ta manevrski prostor, ker je razpis za ta helikopter oziroma za 2 helikopterja skladen standardom EN 13718. Tako. No, ta standard, tukaj je pa zdaj, ko imate standard za Air Ambulance, to je ena dejavnost, imate ta isti standard za HEMS. In zdaj tukaj je nekdo mečkano bistro to odigral in je rekel, helikopter, ki ga kupuje policija in ki ga že ima v svoji floti in razumem, da želijo unificirati floto, vsak dober operater bo kupila helikopter, ki bo skladen z sistem 13718 Air Ambulance. Air Ambulance je dejavnost sekundarnih prevozov, kamor ti nameščaš oskrbljenega pacienta in ga pelješ iz točke A v točko B.
Ta isti normativ za HEMS zahteva primarno reševanje, kjer boš mogoče ti naložil pacienta, ki še nima oskrbljeno dihalno pot, pa se bo v zraku situacija poslabšala in boš moral v zraku med letenjem to oskrbeti ali pa ventilirati. Kaj bom pol rekel? Kapten, prosim, pristani, da odpremo vrata, pa da grem intubirati. Zguba časa in neresno. Torej, stroka, zdravstvo je dalo zahtevo, da želijo imeti prostor za glavo. Zdaj, policija se je naredila nevedna, je rekla, mi to ne vemo, mi samo vemo, da bo ta helikopter skladen z sistem 13718. Ja, ampak za Air Ambulance. Dajte mi povedati, kakšne ponesrečence vi največ zdaj rešujete? Kaj se dogaja? Tako bom rekel, kar malo odvisno od sezone. Po zim imamo večinoma kapi, infarkte, tudi kakšno prometno nesrečo. V bistvu bolj kapi pa te zdravstvene pa to. Polet vse živo, zdaj se je sezona odprla, vse neumnosti, ki pridejo ljudem na pamet, pa jih pa mi moramo reševati od. Prejšnjo leto smo pobirali 2, ki sta se napila, pa sta se šla viteze na motorjih, pa sta si vzela marele, sta se zaletela en od drugega, en je umrl, en je verjetno še zdaj vegetira. Tako da leteli ste tudi včeraj, je bilo je nevihtno vreme, kaj se dogaja včeraj, kaj ste reševali? Mislim, s ponedeljka zvečer, ko se je začela ta fronta prihajati, ne vem, je to malo Murphy ali pa to, vedno kličejo lih takrat, ko je najslabše vreme, ne, ampak se da. Prvič so me klicali tam malo do 8, sem šel na Rab, en infarkt iskat, vmes sem se malo izmikal tem lokalnim nalivom, pa to. No, tukaj smo že prej omenili, to ima tudi naši vojaški, imajo te vremenske radare, kar mi zelo omogoča, da vem, kje grem, da se malo izognem. Da se izognete nevihtnim infekcijama, ne? To, pol takoj vmes, ko sem že pristajal tle v reki, so me že klicali, če bi šel lahko na Cres, ker je enega strela zadela. Tako da sem pol, pač imamo tudi to, je firma poskrbela, imamo tablice z vsem internetom in lahko osvežujem podatke, tako da sem pogledal, kako se to premika, pa bom prišel še nazaj, ne? Ker počasih ni problem, da ti prideš tja, ne? Problem je, če bom prišel tudi nazaj, ker se mi lahko tam zapre. Ne? In Cres je bil relativno blizu, 10 minut, 8 minut leta, tako da smo šli še tja. Ko sem se vrnil nazaj, sem dobil še en klic za na Rab, še en otrok, ampak takrat sem mogel pa prekiniti, zato ker je bilo pa že preslabo vreme. Tisto bi bilo pa že preveliko. V tem primeru pa potem reševalna vozila. Kaj pa pri nas v takih primerih? Kdo rešuje reševalna vozila v večini primerov? On je letel po noč, ne? Pri nas potem v tem primeru ne? Reševalna vozila, se mi zračnega mostu po noči nimamo. Zdaj, apropo megle in tega, tukaj je pa zdaj tako, tudi to je zdravstvo reklo, da bi bile te strateške pozicije baz določene tudi glede na vreme. Ba je, da Brnik ima vsaj 70 dni megle letno in takrat niso operativni. Obstajajo pa lokacije par kilometrov stran ali pa mečkeno višje, ker si pa že izven tega meglenega pokrova in si operativen. Ampak pri nas jih pač to nekako ne zanima. Ne? Pa denar imamo, ne? Gospod Boscarol je nenazadnje doniral, mislim, da 10 milijonov evrov ali še več za vzpostavitev baze in nakup helikopterja. Za nakup plus 20 za vzpostavitev baze, zdaj kukar vem, baza se gradi, idejni načrti so, nakup helikopterja se še ni zgodil, problem je, ker... Ampak bo to treba tukaj vzpostaviti sodelovanje z državo, ne? Če jaz prav razumem. Najprej bo treba spremeniti vladno odločitev, sklep vlade, ker je vlada rekla, da je zdaj izključno v Sloveniji helikopterska nujna medicinska pomoč državna aktivnost, ki se bo izvajala z policijskimi zrakoplovi. Kako boste zdaj vi Boscarolov helikopter, to je privat helikopter, in država je rekla, mi to absolutno ne bomo dali na trg. Krasno, torej ste dali na trg življenja nas davkoplačevalcev. Samo zato, da ustajate v tem konceptu, da je pač državno najboljše in zastojn. Še nekaj sem hotel dodati. Vsak dober operater se odloča za helikopter, ki je cenovno vzdržen. Veste, vi morate na koncu, ko potegnete črto... Se bom te navezala, koliko stane ura letenja, prej ste povedali za vojaškega, koliko stane pa zdaj na Airbusu? 2400. Sem se prav pozanimal pri kolegih, ki so leteli tudi Leonarda, pa to. Moram reči, da 169 Leonardo pa 145 sta primerljive po ceni ure letenja. 412, koliko se je spomnil iz vojske, je bila tudi tam okoli 2500, kogar je bil pa 5000, kar je pač tako požarešen. Eno je cela ura letenja, ne? Ja. Eno je pa, da
te večina evropske flote, ne, so tako imenovane low maintenance mašine, to kaj to pomeni. Ja. To, no, ko ste rekla, to je tudi ena izmed super stvari na 145-ki. Ko se me kolegi vprašajo, pa rečejo, kako pa je kaj z vzdrževanjem, pa to sem rekel, ko ti vedel, na začetku prejšnje let, ko sem začel iz vojske tako, ko je šel Cougar na 100 uranga ali pa to ga 2-3 tedne ni bilo. Servis, ne? Servis, ja. Tlele mi je prišel tehnik, sva jih podnebila na reki, je rekel, joj, danes moram pa 100 uranga narediti, jaz sem rekel, ujebem ti, moram zaprti bazo, koliko časa bomo neoperativni, pa to. Pa rekel, 20 minut. Kako si rekel, 20 minut? A 2 uri misliš? Ne, 20, ki je bil Italijan, pa da malo, sem rekel, mogoče kakšen nesporazum v jeziku. Rekel, ne, 20 minut. Sem rekel, a ti grem lahko pomagati, ker me je prav zanimalo. Prišel, dvignil, pobrisal, prečekiral, podpisal in je šlo naprej. 1, 2, 3. Teli helikopteri resno, prvi tak večji servis na 145, kolikor je meni znano, koliko se pogovarjajo, 600 ur, pa ga ni, ne, bom rekel, maksimalno, mogoče 10 dni, ampak večinoma v enem tednu, ker čim prej hočeš nazaj. Zdaj bomo videli, se bo na prvi razpis se Airbus ni prijavil, zdaj bomo videli, se na ta ponovljeni razpis bodo prijavili in kaj bo potem sledilo, kakšne oziroma katere helikoptere bomo pri nas potem sploh dobili in imeli. Upam, da se bojo prijavili in pa bo tle zanimiv moment. Ne. Če bo slučajno cenejši, si upam napovedati, da bo tender spet padel. Zakaj? Zaradi tega, ker policija enostavno ne želi nov tip helikopterja v svojo floto, kar jih pač nekako razumem. O kateri že ima Leonardo, a ne? No, če lahko rečem, ampak imajo tudi 135-ko. Razlika med 135-ko in 145-ko, sem jo tudi letel, ker sem me zanimal, sistem Helionics je zdaj v teh zadnjih istih, kot na 145, tako da prešolanje ne bi bilo noben tak problem. Vi ste se morali prešolati potem, karkoli ste se morali. Vsak nov tip moraš iti na prešolanje. Zdaj, jaz, ko sem prišel iz francoskega tipa, mislim, ko sem letel v Afriki nad gradnjo Cougarja 225, v bistvu sistemi so zelo podobni. Zdaj, jaz pravim, da je 145 je 225 na polovico. Sistemi so isti, filozofija je ista, tako da jaz v bistvu nisem imel nobenega tazga velikega preskoka. Je bil pa prej preskok, ko sem šel iz Cougarja na 225, ker je pač elektronke več, 4.8 avtopilot, pač določene stvari. Vi niste edini pilot, ki leti na Hrvaškem, bila sem v stiku še z nekom, ki leti reševalne helikopterje. Trenutno nas je iz Slovenije, čakajte, 1, 2, 3, 4 piloti, 5 prihaja zdaj septembra iz vojske, pa en tehnik. Torej bomo mi ostali, tudi če bomo imeli reševalne helikopterje, ostali brez pilotov pri nas v Sloveniji. Kdo bo potem prevažal paciente? Zdaj ne bo sam problem, da helikopterja ne moramo kupiti, imamo problem tudi potem kadrovsko, ali kako? Jaz sem velikokrat govoril, da najprej, preden greš neko strategijo narediti, se je treba prešteti. Ampak oni so rekli, da je to vojaška skrivnost, oziroma da je to skrivnost policije in da ne morajo s temi podatki iti ven. Treba se prešteti, ker če nimaš zadosti ljudi, tudi ljudi, ki jih novačijo iz strojnega faksa, to je nerealno. To so ljudje, ki bojo čez koliko let šele operativni. Jaz tudi predavam na strojni fakulteti smer letalstva in doskrat, se pravi, iz moje generacije tam, ko sem jaz bil, je bilo 60, 70, zdaj rečem, da je močna generacija, ker nas je 12, ker imam 12 študentov. Od teh 12 študentov 3, 4, mogoče enkrat je bilo 5 ali 6 štipendistov v vojske, in jih pol vedno malo na koncu vprašam vse, kaj pa imate, ali pa za kva ste se odločili, pa to, ali pa na začetku. In najbolj me v bistvu ne preseneti, kako je narobe pri nas zastavljeno, ko mi vojaški štipendist reče, da je šel v vojsko zato, da bo reševal, pa gasil, pa to. Rečem, fantje, vojska je namenjena malo nečemu drugemu, kot gašenju, pa reševanju, pa to. Ampak to je pa ono, kar sem rekel na začetku, posledica teh 30 let, ko so plasirali tako in drugačno miselnost. Zdaj, naprimer, po mojem osebnem mnenju, bi bila idealna prilika, da smo naredili prav. In po ustanovitvi HEMS-a in to. Ker jaz, ko sem šele šel ven iz vojske v tujino, sem videl, koliko smo mi dobro izšolani, koliko nas cenijo. Misliš, če bi dali zadeve na trg? Ja. Če bi dali na trg, tudi če bi hotel
dejansko obdržati to v državni službi. Ne? Pa bi država ustanovila eno firmo, a ne? Bi kupili lepo te 145, naši 411 Cougarji so že, bi jih bilo počasi treba zamenjati, bi lahko kupili tudi policija, a ne, se ne samo vojska, kupili tipe, imamo vojaške tipe, 145M pa to, in mi vojaški piloti imamo tudi civilne licence, a ne, in dejansko v teh mojih letih kolegi, ki so toliko stari kot jaz, z izkušnjami, ker HEMS operacije so tretirane kot operacije višjega rizika, ne? Tako kot je Robert rekel, imamo ambulance pa HEMS in ena izmed razlik med air ambulance pa HEMSom je tudi, da so večje operacije lih to, pristajanje v vseh mogočih terenih, po noč, po dnevu, po vse. In določen procent pilotov bi ostal v vojski za poveljniško strukturo, inštruktorje to, drugi bi šli pa v HEMS in bi imeli izkušene HEMS pilote, v vojski bi mladi lepo napredovali in bi imeli konstanten dotok izkušenih pilotov in za HEMS, v vojski bi se kalili, ker roko na srce je to, kar te v vojski naučijo, v civilu te ne naučijo. Če to hočeš doseči, kar v vojski dosežeš, z vsemi temi stvarmi, kot so nočno letenje z očali NVG, gorsko, se pravi slinglot, tovor, gorsko letenje. V bistvu, ko sem jaz šel ven v tujino, v civilstvo leteti, jih skoraj licenca ni zanimala. Ok, ja, type rating imaš ta prav, pa ko so pa videli, kaj imam jaz še vse, vitlo, to, gašenje, treće, četrt, a prideš? A bi prišel? A bi prišli nazaj potem takem v Slovenijo, če bi se vzpostavila organizacija na način, kot ste jo zdaj opisali in bi bila najbolj logična? Tako bom rekel, domovina je vedno domovina. Bi prišel nazaj, ampak če bi se vzpostavil sistem tako, kot je treba, pa če bi bili ljudje tako, kot bi bilo treba. No. Da bi bili ljudje tako, kot je treba, kaj mislite, da to pomeni? Kdo je zdaj tako, kot je treba? Sej, jaz recimo govorim tako, kot je treba, pa sem zaradi tega zelo osovražen in diskreditiran. Čeprav reševalci včeraj, z nekaterimi, ki sem govorila, so rekli, ki so me zavrnili seveda, da ne bodo medijsko komentirali, dokler tega dokumenta skupnega ne pripravijo, so rekli, ja pa morda pa reči Sabolu, vse to, kar on govori, je res, je osnovano, tako da on bo pa prišel. Ne? To rad slišam, jaz pridem, zato ker če sem se že toliko časa boril, pa imamo zdaj do konca, kam je šel bek, ne gre še štrka. In pa rekel, ta strategija, ki je Tomaž povedal, to je strategija, ki jo praktično cela Evropa prakticira. Zakaj jo mi ne? Zato, ker mi pa zmeraj želimo nekaj odkrivati, neko toplo vodo, biti v nečem najboljši, ne zgledujemo se po službah, ki to delajo že 50-60 let in potem se pač mi vozimo po desni in se čudimo celi Evropi, zakaj vozi po levi. Ja, pa obratno. A je mogoče tukaj tudi strah pred privatnim kapitalom, pred morda nevoščljivostjo, da bo nekdo mogoče pa s tem kaj več zaslužil, dobil, obogatel, karkoli? Kar sem pa dobil pod nos je pa, da jaz zelo intenzivno delam na razgradnji državnega letalstva. Oni se točno zavedajo, da če bi v Sloveniji postavil službo, HEMS službo tako, kot je treba, za kar je, reci, piši, treba minimalno 2 leti za eno resno službo postaviti, da se postavi strategija, management, zbere lokacije, izvede šolanje, nakupi in tako naprej. Vejo, da bi marsikdo iz vojske in policije prebegnil. Po moje bi bila prazna štacuna. Zato, ker je ravno ljudje to radi delajo. To je zelo prezentna dejavnost. Ne? Jaz celo življenje, 36 let sem v službi, rešujem 30.000 intervencij, takrat sem nehal štetje za mano in občutek pomagati nekomu in rešiti življenje je krasen. Ampak enostavno, še enkrat, naša vlada trenutno se ne zaveda tega, da s tem manevrom, ki ga zdaj delajo, ne bojo popolnoma nič izboljšali ali spremenili sistem, porabilo se bo teh 40-50 milijonov, nekdo bo mogoče pobasal tudi provizijo, ne vem, v to ne bom zahajal, če jo, ne me Bog požegna. Dejstvo pa je, da ljudje bojo še zmeraj umirali. To je tisto, kar me ne boli, zato se jaz oglašam. Preveč tega sem videl. Če smo še nekaj dodatne, kar so rekli zaslužki. Dosti mojih kolegov, predvsem iz Italije, Slovenci imamo pač bolj vojaške izkušnje, kot smo večino, ampak imamo tudi italijanske kolege, ki so pa leteli tudi v Italiji, v HEMS, Vinci, Babko, to, in smo se pogovarjali, 68 milijonov, vse se sliši veliko, 7 let pa vse to.
Ampak pa mi je en razložil, je rekel, nobena Hems firma ni bogata firma. To ni zaslužka tle. Zato, ker edini zaslužek bi bil, ne, res tle je dobila Eli Friuli ali pa Allianz je dobila 67 milijonov. A ne, in oni so že dobili plačan. In to je tudi en miselni preskok, ki so ga mogli Hrvati narediti, kot je bilo, se spomnim še iz vojaških časov tle v Sloveniji, ki je dispečer, a čem poklicati helikopter, a čem ne, da bojo stroški, pa me bojo pa poprstili, zakaj si klical, če ni bilo to. Tle je že vse plačan. In to smo mi mogli na začetku jim dopovedati, kličte nas, vi ste nas že plačali. Tle je edin firma zasluž, takrat, ko ne leti. Takrat, ko ne leti, mi smo dobili denar, zdaj pa, a jaz letim ali pa ne. Lahko 7 let sem na tleh, če me Hrvati ne kličejo, pa smo zaslužili 67 milijonov. Mi se moramo vprašati sledeče. Ven dajo podatke, koliko se je delalo v Sloveniji. Podatke, za katere ste me pa vprašala, koliko pa ni bilo reševanj izvedenih, pa ni. In to je problem. In to je to, kar se državo zažira kot strašen strošek. Pa da ne rečem, kakšne so družinske tragedije, ko nekdo umre. Tukaj bi se morali vprašati. In investicija, vse se sliši veliko. To statistiko bi morali imeti. Ampak teh 67 milijonov so Hrvati že dvakrat povrnili. Povečali bojo, zato ker mi smo prejšnje leto, se pravi od 5. meseca ali pa začetka 5. meseca do konca leta naredili čez 1000 intervencij. Ne. Pa kaj je v njihovi mentaliteti drugače kot je v slovenski? En se je odločil, da bo naredil tako, kot je treba. Pa da ne bo jih mogoče poslušal vsakega, ki mu malo tako mislim, da nam jih kaj... Odločili so se, da bojo naredili prav. In so šli prek, ne vem, nacionalnega ponosa, da oni to ne upravljajo, čeprav se tudi še sliši, zakaj moramo eni Italijani pa Slovenci leteti pa to. Zato, ker so videli, da je prav in da se obrestuje in dejansko se je pokazalo, da Hems deluje in da so življenja rešena. Tlele na Hrvaškem je to še bolj izraziti sploh za te otoke. Stendar, pri nas so pa zelo občutljivi na hrvaški uspeh, ne? In krožijo govorice po kuloarjih, to ne bo šlo, to propada, to bo zaprlo. Pa da želite se seveda tudi na ta način tukaj skomercializirati, da bi bilo to komercialna dejavnost in tako naprej, tudi te očitki padajo. Jaz ne moram nič skomercializirati, jaz lahko samo povem, kakšen je ta pravi način izbor, kdo bo pa delal, je pa državni, se ne bo Robert bolj zbiral tega. Jaz jim lahko samo povem, ste na pravi poti ali pa v štartu ste šli v narobe smer. In če greš v štartu v narobe smer, cilja ne boš dosegel, ali bo pa cilj bistveno dlje ali pa kasneje dosežen. Pa zaključimo s to vašo lepo mislijo, zdaj razpis se zaključi v ponedeljek, bomo videli, kdo se bo prijavil. Vi niste preveč optimističen, kar se tega tiče, tako da... Jaz upam, da se bo ta prijavila oba, tako Leonardo kot Airbus, sem pa zelo radoveden, kaj bo, če bo Airbus cenejši. Samo potem bo še minilo koliko let, da bomo sploh uspeli vso organizacijo vzpostaviti. To s tem, ko dobimo helikopterje, pravzaprav še nismo naredili veliko. Točno, to je problem. In o tem nihče ne govori. Največji problem, vsaj tlele, kar pa jaz sem, so piloti. In tehniki. Skoraj tehniki še včasih malo bolj kot piloti, ker tudi vsak pilot ne more biti Hems. Če pogledate malo razpise po tujini, ki iščejo Hems pilote, ker jih zelo primanjkuje, so take ure s takimi pogoji, ne vem, 3000 ur, od tega 1000 ur moraš biti kot poveljnik zrakoplova in to. In pri nas razen v vojski pa policiji tega ne boš dobil, ampak tudi v vojski pa policiji ni toliko pilotov, ki bi to sploh lahko delali. Tako da dejansko bomo videli, ne. Ja, če pa zapakiraš to po državno aktivnost, potem pa te normativi jih lahko obvoziš, ne. To pa po moje lahko posod delaš. Ne? Tako. In problem je, da mi iščemo preveč teh obvozov, samo da ostane zadeva taka, kot je. Da se ne spremeni. Da se ne spremeni in žal tudi, mislim, da bo gospod Boscarol vkratno zahteval denar nazaj. Naj na tem mestu zaključim, gostoma najlepša hvala. Počakajmo do ponedeljka, da bomo videli, kakšne bodo prijave na razpis. Me je veselilo. Vam gledalci pa lep pozdrav do naslednjič. Lep pozdrav. Živjo.